Zaradi dotrajanosti materijala je bila po 3 desetletjih obnova nujna. Vsa dela so potekala lepo po načrtih, imeli smo gradbeno dovoljenje, gospod arhitekt Borut Simič je dal idejno zasnovo in tudi soglasja Zavoda za varovanje kulturne dediščine Novo mesto so bila pozitivna, spremljali so potek revitalizacije, obnove. Sama obnova Mordeksove kapele prvič potekala sredi 80-ih let. Tista obnova ni bila najbolj primerna in je zabrisala spomeniško-varstvene kvalitete spomenika in seveda tudi arhitekture kapele. Sicer pa je zgodovina cerkve na novomeškem grmu zavidljivo bogata. Danes je res poseben dan in ko gledam nazaj, se potem izkaže, da je ves trud poplačan in da smo s skupnimi močmi prišli do cilja in tega ne bi nikoli bilo brez dobrih ljudi. Zgodovina cerkve oziroma Mordeksove kapele je zelo bogata, saj je tesno povezana z zgodovino gradu Grm. Na eni strani, na drugi strani pa tudi z samim Božjim grobom, ki je bil povezan z versko pobožnostjo v Novem mestu v 17. stoletju. Prenovili so sicer celotni kompleks okoli cerkve in njo samo. Vrednost naložbe pa je 505 tisoč evrov. Lepo je živeti v takšnem mestu, kot je Novo mesto, kjer smo si lahko prijatelji. To se je videlo tudi danes na tej otvoritveni svečanosti, ko smo bili zbrani iz različnih krajev, z različnimi verskimi in življenjskimi nazori, ampak smo postali vsi zedinjeni v eni sami točki, biti človek. S skupnimi močmi smo prišli do tega, česar se danes tako veselimo, dodaja Brkić.